tukaj gre pravzaprav za seveda eno od teh front. Se pravi front v tem smislu, da res preizkušamo meje možnega. Naprimer, precej rutinsko, že približno 50 let, lahko opazujemo vesolje od nekako starosti 300 000 let naprej. To je to sevanje ozadja in potem kasneje nastajanje prvih struktur, galaksij, zvezd in tako naprej. To seveda je eno zanimivo področje preučevanja, lahko greste pa še bolj nazaj. Bolj nazaj je problem zelo preprost. Vesolje pred tem časom, pri starosti manjši od 300 000 let, ni bilo prozorno za svetlobo. Tozadevno so se informacije, vsaj v obliki svetlobe, uspešno izgubljale in rabite nekaj drugega. In v tem primeru je bila ideja, da pravzaprav vidijo tukaj v posameznih zelo skromnih zgoščinah in razredčinah v bistvu odmeve vesolja, kakršno je bilo v prvem zelo drobnem koščku sekunde. Se pravi, zelo droben pomeni prej kot 10⁻30 sekunde po začetku. To očitno pomeni zelo kvalitativno velik preskok, saj na nek način, kot rečeno, svetlobo vidimo 300 000 let, na drugi strani, če gledava kemična sestava vesolja, nam priča o razmerah nekaj minut po velikem poku, ampak tukaj gremo pa seveda mnogo pod sekundo. Se pravi, gre za nekak kvalitativen preskok in torej tukaj je pa treba vedeti, da kot vedno, ko ste pa popolnoma na fronti, pa probate kar se da najbolj točno ovrednotiti vaše meritve, vendar se lahko zgodi, da vas kdaj čaka popolnoma nenamerno kakšna past za vogalom, ki jo spregledate. Recimo konkretno tokrat se zdi, da ravno dejstvo, da so z Antarktiko opazovali relativno majhen kos neba in so to zadevno imeli težavo z nekako globalno sliko, niso mogli nekako dovolj dobro upoštevati tega ospredja in je to nekako zavedlo njihove meritve. Vendar, torej, okrog same zgodbe je bilo veliko novic. Jaz bi rekel, da ta stvar ni tako mogoče eksplozivna, tako zelo, rečemo temu, usodna. Namreč, novica je bila zelo hitra, preko nekega vikenda se je to razvedlo, v ponedeljek je bila že neka tiskovna konferenca in začuda še nikjer nobenega referiranega članka, kjer bi si vsi lahko pogledali in bi razumeli podrobnosti. Skratka, bili smo nekako puščeni bolj na nivoju nekih sporočil za javnost, kar ni zelo prijetno. Na drugi strani pa se je že takrat vedelo, da nekako koncem tega leta bo misija Planck objavila svoje rezultate in da zelo verjetno bomo imeli dve možnosti, ali dokončno potrditev te zgodne trditve ali pa pravzaprav potrditev, da so stvari drugačne. Tako da v znanosti eno leto se pa kdaj da počakati. In v tem smislu jaz mislim, da tudi to, kaj točno je zdaj ta situacija, pravzaprav bo Planck povedal, misija Evropske vesoljske agencije bo razložila, kako stvari stojijo, kajti povsem sodeč so te meritve še mnogo bolj popolne. In kot rečeno, ko bojo ti rezultati prišli v javnost, bomo vedeli, kakšno je pa vesolje zelo kmalu v velikem poku. No, še ena novost nas čaka, mislim, da novembra, kar naj bi pomenilo še en mejnik v dosežkih astronomije. Sonda Rosetta, kot poročajo, naj bi po predvidevanjih Evropske vesoljske agencije ESA pristala na površini kometa, okrog katerega zdaj kroži. Kaj vznemirljivega si znanstveniki obetate ob tem, če bo seveda uspeh? Ja, torej, predvsem bi rekel, da gre tukaj za eno prvinsko pionirsko raziskovanje. Notranjost Zemlje je še nedotaknjena z izjemo kakšnih kraških jam in rudnikov. V vesolju pa seveda je ta druga fronta, kjer iščemo popolnoma nove izkušnje. In človeštvo je že marsikaj naredilo, seveda bili smo na Luni, sonde so letele na vse planete, Voyager je letita ven iz Osončja, Pionir je lahko dve sondi tudi, sonda je na poti proti Plutonu. Se je Voyager že 30 let? Ja, seveda, pa še vedno dela. Predstavljate si, kakšni dobri računalniki so tam gor. V resnici so računalniki malo podobni, oziroma precej slabši od tistega, ki ga imate na domači mizi. Razlika je pa v programski opremi, ki začuda deluje. Programska oprema lahko deluje 30 let brez problemov. Da se napisati tako, da se da na razdaljo zamenjati operacijski sistem in vse ostalo, ampak žal nekatere
veva, katera firma, ki nam to vedno znova proba prodati, dela to relativno slabo in to je razlog, zakaj so ljudje slabe volje nad računalniki. Ni problem v strojni opremi, problem je v programski opremi, ki je preveč hitro napisana za te komercialne široke potrebe. No, ampak če se vrnemo nazaj, torej marsikaj smo že dosegli, ker so seveda kakšne naprej poti, naprimer, če gledava nekaj let nazaj, to je bilo tam leta 2005, tudi Evropska vesoljska agencija, vedeli so, da tam ima naprimer Saturn neko luno Titan in da je ta luna Titan pravzaprav, kot se kaže, zavita v oblake, to so vedeli, kar je prej, ko je Voyager mimo letu videl nekak tak sloj. In potem so poslali sondo in ta sonda je dejansko popolnoma neznan svet šla z raketami, zabremzala, s padali, se spustila mehko na površje, vmes snemala piš vetra, videla metanska jezera, dež in tako naprej, vreme, skratka na neki taki luni, oddaljeni od nas. Tam sicer zelo verjetno ni nikakršnega življenja, ampak človek bi si težko predstavljal lepšo izkušnjo v 21. stoletju za popolnoma pionirsko raziskovanje neznanega. Do neke mere je pa seveda Rosetta podobna, namreč, če ne drugega, ima nekatere stvari, ki so prvič. Problem je v tem, da tak komet, kot grejo ga v bistvu raziskovati, seveda ne iz razdalje, ampak dobesedno tako, da bojo na njem pristali, ta komet v bistvu nima lastne težnosti skoraj da nič. Se pravi, če vi pristanete ob takem telesu, se boste v naslednjem trenutku odbili in ne boste naredili torej nič koristnega. Se pravi, to so spet take čist pionirske zgodbice, treba imeti neko harpuno, s katero izstrelite to v komet in se dobesedno privežete nanj. Pa ta seveda harpuna mora delovati tako 200 milijonov kilometrov daleč od Zemlje, po morda 15 letih potovanja skozi vesolje. Sliši se mogoče samo, nič posebnega, se ima harpuna v garaži še zmeraj dela, ampak tiste je za loviti ribe, ne za komete. Tako da je treba vedeti, da tukaj so nekatere popolnoma nove stvari. Seveda, zakaj to počnemo, precej razumljivo. Kometi so ena od zanimivosti Osončja, ki bi jo radi bolj spoznali. Večina kometov, ali pa na začetku vsi, prihajajo zelo od zunaj, se pravi z velike razdalje, z tako zvanega Oortovega oblaka. Torej, se pogosto zgodi, da imate tako telo, ledeno kepo, veliko kakšen kilometer, ki prihaja prvič v okolico Sonca, v okolico Zemlje, seveda s tem tudi. In to zadeva prinaša neke sorte material od nekdaj, material iz zgodnjega Osončja, ki še ni bil nikoli stopljen, nikoli reprocesiran in tako naprej. Se lahko na ta način naučimo, kakšna je bila snov v tem zgodnjem Osončju, če pravzaprav se naučimo več o fizikalnih in kemijskih lastnostih kometov. Tako da to je razlog, zakaj prav na komet. Tam je nekaj stvari, ki jih do zdaj morda še ne poznamo dovolj dobro. Obstaja tudi ena od možnih razlag, da je znaten del vode na Zemlji prišel na Zemljo seveda v davni preteklosti preko kometov. In to bi bila seveda lahko zanimiva zgodba preko recimo izotopov in podobne stvari, se take stvari da potrditi ali pa ovreči. In to zadevno stvar ima popolnoma znanstveni naboj. Obenem pa tudi ta apostolovski naboj priti tja, se pravzaprav približati kometu, spustiti neko sondo, ki se s harpuno gor preveže, obenem mora pa ta celotna stvar delovati. Problematično je bilo recimo tudi to, da zaradi seveda pomanjkanja sredstev, kaj pa drugega, se mora to sondo dobesedno izklopiti za nekaj let. In seveda, veste, to je tako, kot da bi nek zelo kompliciran računalnik izklopil. Hibernacijo, in ta seveda ni komunicirala, ni povedala, da je živa, ni povedala, da ima težave ali ne za komunikacijo. In seveda že v začetku letošnjega leta je bilo prvo, verjamem, dobro proslavljanje na sedežu ESA, ko so ugotovili, da stvari delujejo, da na osnovi signala se je sonda budilka jo je promptno zbudila in stvari delujejo. Tako da to samo po sebi pomeni, da tehnologija tukaj obstaja in tehnologija seveda omenjala smo že zanesljivosti računalnikov in kakšnih drugih sistemov, ki morajo v vesolju absolutno delati, in to je dostikrat tudi na Zemlji pride zelo prav. Izkušnje z razmišljanjem, kaj se bo zgodilo, če gre nekaj narobe, pa ne morate iti tja pa pošraufati pa zamenjati kosa, ampak morate pravzaprav s tistim
inštrumentom, ki je oddaljen morda več 100 milijonov kilometrov od Zemlje, še naprej delati, še naprej ga imeti živega. Kako boste dizajnirali stvari, da so na nek način tudi ob večjih ali manjših nezgodah, pravzaprav, da stvari še zmeraj naprej delujejo. Ta zanesljivost sistemov pride marsikje v prav, verjetno lahko kakšno medicino, promet, marsikaj drugega, takega bi se dalo potegniti v igro, marsikakšna stroka rabi tovrstne razmisleke in končne izkušnje.